Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici nam bo družbo delal dobri stari volk. In ne boste verjeli, nekega večera ga je obiskala ovčka, ki se jo je lačni volk zelo razveselil. Ampak naj vam namignem, na koncu se je vse dobro izteklo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Ovčka, ki je prišla na večerjo. Spet zelenjavna juha, je zakotrnjal stari volk. Ko bi le imel jagnjetino. Skuhal bi si obaro, mojo najljubšo jed. Tedaj pa je bila je ovčka. Smemo stopiti? Je vprašala. Seveda, ljubica, kar naprej. Prišla si ravno prav za večerjo. Se je zahihital stari volk. Mala ovčka se je tresla od mraza. Brr, brr, se je slišalo. Ljubi bog, je izdavil stari volk. Ne morem pojesti zmrznjene ovce, sovražim zamrznjeno hrano. Zato je ovčko posadil na stol zraven ognja. Potem je pobrskal po knjigi, da bi našel recept za jagnječjo obaro. Njami. So se mu že ob sami misli nanjo cedile sline. Tudi ovčka je bila lačna. Njen trebušček je grmel. Ljubi bog, je zaskrbelo starega volka. Ne morem jesti ovce s krolečim trebuščkom. Lahko bi imel še prebavne motnje. Ovčki je ponudil korenček. Za nadev, je dejal sam pri sebi. Mala ovčka je tako hitro pogoltnila korenček, da se je začelo kolcati. Se je slišalo. Ljubi bog, je dejal stari volk. Ne morem jesti ovce, ki se ji kolca. Lahko se še nalezem kolcanja. A ni imel pojma, kako se kolcanje pozdravi. Poskusil je tako, da je ovčko vrgel v zrak. Ni delovalo. Obrnil jo je na glavo. Ni delovalo. Zavrtel jo je naokoli. Tudi to ni delovalo. Zato je stari volk vzel ovčko v naročje in ji glavo položil na svojo ramo, ter jo z veliko kosmato šapo potrepljal po hrbtu. Kolcanje je prenehalo, ovčka pa se je zvila pod volkovo košato brado in trdno zaspala v njegovem naročju. Stari volk se je počutil nenavadno. Še nikoli prej ga nobena večerja ni objela in nenadoma ga je lakota minila. Mala ovčka je tiho smrčala v njegovo uho. Se je slišalo. Ljubi bog, je zašepetal stari volk. Ne morem pojesti ovčke, ki smrči. Stari volk je sedel na stol ob kaminu. Mala ovčka mu je grela prsti in volk je razmišljal, kdaj se je nazadnje crkljal. Malce je povohljal, nato pa še enkrat. Mala ovčka je dišala tako okusno. O, je zakotrnjal volk. Vse bo v redu, če jo bom na hitro pojedel. Ravno se je pripravljal, da jo pogoltne,
ko se je ovčka zbudila in mu pritisnila en velik poljubček. Ne, je zarjovel volk. To ni pravično. Jaz sem velik, hudoben volk in ti si obara. Kuku, je z nasmeškom vzkliknila mala ovčka. Nato je s prstom pokazala na starega volka in dejala: Volk! Močan moram biti, je zarenčal stari volk. Takoj moraš oditi. Malo ovčko je toplo oblekel in jo postavil pred vrata. Zdaj pa odidi, je zavpil. Če boš ostala tukaj, te bom pojedel in potem bo obema žal. Zaloputnil je vrata, da se je slišalo bang. Zunaj je bilo temno in hladno. Volk, je zaklicala ovčka. Me spustiš noter, volk? Stari volk si je zatisnil ušesa in prepeval la 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 la, dokler ovčka ni utihnila. Potem je bilo vse tiho. Končno je odšla, je pomislil volk. S starim lačnim volkom, kot sem jaz, ne bi bila varna. Pomislil je na ovčko, ki je sama v temnem gozdu. Lahko se izgubi. Lahko zmrzne. Lahko jo kdo poje. O ne, le kaj sem storil, je zatulil. Zdiril je iz hiše in ugotovil, da ovčke ni več. Stari volk je zdrmel v temni gozd in vpil: Mala ovčka! Mala ovčka, vrni se! Ne bom te pojedel, obljubim! Veliko kasneje se je žalosten in premučen privlekel nazaj v kočo. Sam. Odrinil je vrata in tam je ob ognju sedela mala ovčka. Vrnila si se, je ves srečen vzkliknil volk. Kaj nimaš iti nikamor drugam? Mala ovčka je zmajala z glavo. No, potem pa lahko ostaneš tukaj, z mano. Kaj praviš? Je vprašal volk. Mala ovčka se je zastrmela vanj. Me ne boš pojedel? Je vprašala. Ljubi Bog, je vzkliknil stari volk. Ne morem pojesti ovčke, ki me potrebuje. Zagotovo bi me pekla zgaga. Mala ovčka se je nasmehnila in se vrgla staremu volku v objem. Si lačna? Je vprašal volk. Kaj praviš na zelenjavno juho? Jaz jo imam najraje. Joj. Kot sem rekla v uvodu, simpatična pravljica, kaj ne? Tale ovčka je bila pa res tako prikupna ter srčna. In očitno je v lačnem volku nehote sprožila čustva, ki jih volk dotlej ni poznal. Še dobro, da se je ovčka kar sama vrnila k volku. In verjamem, da še danes srečno živita in se smejita njunemu prvemu srečanju. Bravo, volk. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še večjim pravljicam o volkovih. Ena izmed bolj simpatičnih nosi naslov Volk, ki ni hotel več hoditi. Le prisluhnite ji, ne bo vam žal. Prijazen pozdravček prav vsem. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau in en volčji pozdrav. Tako sta bila lušna.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Anaji, ki je 13. junija leta 2024 praznovala svoj 6. rojstni dan. Anaja, vse najboljše ti želim. Malce zamudo, vendar iz srca. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Volk, ki je iskal srčno izvoljenko. Nekoč je živel velik črn volk, ki je bil precej čeden, pa tudi prijazen, vendar ni imel srčne izvoljenke. Ja, to je bil ta volk. Tako kot vsako leto spomladi, je bilo v gozdu vse polno zaljubljenih parov. Poljubček tukaj, objemček tam in spogledovanje v vseh možnih kotičkih gozda. To je bilo zelo moreče. Predvsem za volka, ki je bil čisto sam. Nekega jutra se je volk pogledal v ogledalo in pomislil: danes si bom našel volkuljo svojega življenja. Toda kako naj to stori, saj se sploh nič ni spoznal na te zadeve? Navse zgodaj se je odpravil do modre sove. Zatreskati se moraš, to je vse, mu je rekla. Volk se je vse jutro trudil, da bi se zatreskal. Na koncu je imel polno bušk in vse ga je bolelo. Toda srčne izvoljenke ni našel. Biti moraš eleganten in zapeljiv, mu je predlagal prijatelj Alfred. Volk si je privoščil dolgo kopel in se je lepo oblekel. Izbral je srajco s cvetličnim potiskom in si nad srce pripel marjetico. Pritegniti moraš pozornost, biti moraš originalen, fenomenalen, mu je pojasnil prijatelj Valentin. Volk si je nadel zvezdniška sončna očala in kavbojske škornje. Med pogovorom moraš biti prijazen. Izbirati moraš sladke, laskave besede, mu je rekel prijatelj Ludvik. Volk je tekel kupit pesniško zbirko. Prebral je vse pesmi in se na pamet naučil vse tiste, v katerih je pisalo Rad te imam. Za izbranko svojega srca potrebuješ šopek rož, mu je svetoval prijatelj Jan. Volk je napravil lep šopek iz gozdnega cvetja. Ampak kako bom vedel, katera je volkulja mojega življenja? Je volk vprašal prijatelje. Ko jo boš zagledal, se ti bodo noge začele tresti. Možgani se ti bodo spremenili v kašo in srce ti bo začelo močno razbijati, je rekel Jan. In potem so volka nagnali ven. Tako opremljen se je volk sprehajal po gozdu. Že je začel obupavati, ko se je na poti pojavila volkulja. Volk je podal šopek rož in zrecitiral: ta gozdni šopek je kot ti, ho volkulja, divji je in lepo diši. Nehaj nakladati, bedak, mu je odgovorila volkulja, ne da bi se ustavila. Volk je obstal sredi poti kot pribit. Ničesar več ni razumel. Res je težko najti srčno izbranko, je zavzdihnil. Sedel je, da bi se zul škornje in nenadoma po poti je pridrvela volkulja, ki se je zelo mudila. Res mi je žal, je rekla volkulja. Ampak kaj ti je padlo na pamet, da takole sediš sredi ceste?
Volk je vstal. Si je ogledal volkuljo in v srcu začutil, kot da bi mu kliknilo. Podobno, kot da bi se odprla vrata. Videti si pretresen, je zaskrbelo volkuljo. Bi prišel k meni na čaj? Z veseljem, je zajecljal volk. In tako je sledil z razbijajočim srcem, tresočimi se nogami in kašastimi možgani. Kako simpatična pravljica, kaj ne? Ja. Bravo, volk, za vztrajnost in pogum. Vse čestitke pa tudi volkovim prijateljem, ki so si vzeli čas, ter so volku z nasveti pomagali pri iskanju volkulje. In verjamem, da sta volk in volkulja še danes zaljubljena, kot ta dan, ko sta se srečala. Anaja, najlepša hvala za idejo o čudoviti pravljici. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še 2 pravljicama simpatičnega knjižnega junaka Volka z naslovoma Volk, ki je praznoval rojstni dan, ali pa pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Prijeten pozdravček Anaji, ter pa seveda vsem ostalim, ki spremljate pravljični svet v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, volk. Pa si jo le našel, ne? Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega ter vedoželjnega volkca Wolfija, ki se nadvse veseli prvega šolskega dne v pravi šoli. Namreč čim prej se želi naučiti računati, pisati, brati. Tudi njegova starša se veselita dne, ko bo njun sin Wolfi prestopil šolski prag volčje šole, kjer se bodo naučili tuliti, pretepati, jesti kot pujsi in še kaj. Pred nami je zanimiva zgodba, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volčja šola. Listi na drevesih so začeli rumeneti in bliža se začetek novega šolskega leta. To je čas, ko bo šel prvič v šolo tudi mali Wolfi. Izobrazba v njegovi družini je sila resna stvar. Glej, da v volčji šoli ne boš padel na sprejemnem izpitu, zagrmi njegov oče, strašni Wolf. Ja, reče mama Wolfa z drhtečim glasom. Sicer boš moral v pravo šolo, tisto, kjer se učijo brati, pisati in šteti. Pravijo, da je grozna. Wolfi ne razume, zakaj se njegovi starši tako bojijo prave šole. Sam bi se srčno rad naučil brati, pisati in šteti. Če bi znal brati, bi razumel zgodbe v knjigah, ki jih gleda, kadar se skriva v knjižnici. Potem mu ne bi bilo treba samo občudovati slik. Če bi znal šteti,
bi Wolfi lahko vso noč štel zvezde na nebu. Ali vsaj tiste, ki jih vidi skozi okno svoje spalnice. Če bi znal pisati, bi lahko pisal pisma svojim starim staršem. Wolfiju se prava šola zdi enkratna, medtem ko čisto nič ne ve o tem, česa se učijo v volčji šoli. Zato vpraša svoje starše. Vse boš videl jutri, odvrne oče, ko bo sprejem za prvošolce. Takoj ob jutranjem svitu te bo odpeljala tja. Naslednji dan, ko potke še vedno prekriva megla, se odpravijo globoko v gozd in hodijo, dokler ne pridejo do najtemačnejšega in najbolj zastrašujočega kraja, kjer zagledajo neverjetno, neponovljivo, neprimerljivo, neopisljivo šolo po imenu Volčja šola. Zdaj ti bom pokazal, kaj vse se tukaj učijo, reče Wolf in potisne svoje prsti ven. V volčji šoli se najprej naučiš zavijati. Wolf skupaj z drugimi učenci začne zavijati. Au! V volčji šoli se naučiš jesti kot pujs, reče Wolf in to pokaže v jedilnici. Blesk, mlesk, blesk, fuj! Se sliši za mizo, ko volkci ugriznejo v piščančja bedra, preden izplunejo kosti na tla. V volčji šoli se naučiš poditi za drugimi, reče Wolf nasmejano, ko vidi, kako dva starejša učenca lovita mlajšega. V volčji šoli se naučiš pretepati, nadaljuje Wolf. In še najpomembnejše, naučiš se biti slabo vzgojen, zadovoljno zaključi Wolf. Krasno, kaj ne? Rečeta Wolf in Wolfa, ki je dobila solzne oči. Ja, odgovori Wolfi, ne preveč prepričan. Wolfi ne zna pojasniti, zakaj, tudi nikakor, in pod nobenim pogojem noče v volčjo šolo. Zdi se mu, da je ta šola za norce. No, zdaj pa pojdi in opravi tisti sprejemni izpit, mu z resnim glasom ukaže oče Wolf. Zelo lahko je, boš videl, ga skuša opogumiti mama Wolfa. Prepričana sem, da bo za mojega malega Wolfija to samo formalnost. Toda za Wolfija je bil preizkus prava kalvarija. Namesto da bi zatulil, je pred ocenjevalci komaj slišno zacvilil. Ko preden postavijo debelo kokoš in krof, izbere krof. Med tekom pade in si zvije gleženj. Boli, au. Med pretepom se izogiba udarcem. In pri preverjanju kletvic se ne spomni nič boljšega kot ježeš. Odločitev je soglasna. Wolfi ni opravil izpita in ne more biti sprejet v volčjo šolo. Njegovi starši so obupani. Kakšna sramota, kakšna sramota, se pritožuje Wolf. Kaj bo s tabo, moj mali Wolfi? Objokana zastoka Wolfa. Ne preostane nama drugega, kot da te vpiševa v pravo šolo. Wolfi tako zdaj vsako jutro hodi v šolo, vendar skupaj z medvedkom, zajčkom, malo kozo, s prašičkom, srnico in še veliko drugimi živalmi.
kot obljubljeno se Wolfi nauči brati, pisati in šteti. Zelo hitro postane najboljši v razredu in je najsrečnejši volkec v gozdu. Wolf in Wolfa kmalu spremenita svoje mnenje. Wolfi namreč vsak večer iz svoje šolske torbe vzame slikanico, smukne med starše pod odejo in jima prebere pravljico za lahko noč. No, prava šola konec koncev sploh ni tako slaba. Ja, pa še res je. Bravo, Wolfi, za vztrajnost. Dokazal si, da je še kako pomembno slediti svojim sanjam, kljub temu, da nas pričakovanja drugih lahko ustavijo na naši poti. Vsak izmed nas je edinstven in prav je, da iščemo svoje mesto v svetu, kjer se bomo počutili dobro in bomo lahko sijali v vsej svoji svetlobi. Res čudovita ter zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo čudovitih pravljic, zato vas vabim, da pobrskate med pravljicami, ki čakajo samo na vas. Prijeten pozdravček prav vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam volčji pozdravček. Čau, čau! Bravo, Wolfi. Ale volčja šola pa ni najbolj. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Najbrž je vsak izmed nas že kdaj padel in res srčno upam, da se pri tem ni prehudo poškodoval. Ampak v današnji pravljici pa bomo spoznali volka, ki je padel, ne boste verjeli, iz pravljice. Ja. In ker mu je bilo strahotno dolg čas, se je odpravil na pot poiskat pravljico, iz katere je padel. Mislite, da mu bo uspelo najti tisto pravo pravljico? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico. No, pa da vidimo. To je zgodba o volku, ki je nekega deževnega popoldneva padel naravnost iz pravljice. Pri padcu se je tako poškodoval, da mu je na glavi zrasla velika buška. Najhuje pa je bilo, ker se ni mogel spomniti, iz katere pravljice prihaja. Ves moker in premražen se odpravi na pot, da poišče svojo pravljico. Po dolgem času je na poti zagledal nenavaden lonček. Zdelo se mu je, da v njem nekdo stanuje. Je kdo doma? Je vprašal in potrkal na lonček. Kdo je? Je iz notranjosti zaslišal nežen glasek. Volk, padel sem iz pravljice, pa ne vem iz katere. Tako me zebe. Ali me spustiš noter? Ne morem te spustiti v svoj lonček. V njem ni prostora še za enega volka. Poskusi kje drugje. In volk je razočarano nadaljeval pot. Nato je med drevesi zagledal belo hišico z rdečo streho. Je kdo doma? Je vprašal in potrkal na vrata. Koga zanima? Je zvedavo vprašala muca, ki je v eni roki držala šivanko, v drugi pa copat. Volk sem. Padel sem iz pravljice, pa ne vem iz katere. Tako me zebe. Ali me spustiš noter? Ne morem te spustiti v svojo hišico. V moji pravljici ni nobenega volka.
Če ti odprem vrata, bo nastala prava zmešnjava. Poskusi kje drugje. In volk je moral naprej. Znočilo se je in bil je že pošteno lačen. Utrujeno se je usedel pod prvo drevo, da bi malo zadremal. Mimo je priletela kresnička in ga nagovorila. Kaj pa počneš tukaj? Tako pozno je že. Pravljico iščem, je kresnički potožil volk. Morda ti veš, iz katere pravljice prihajam? Ne vem, lahko pa povprašam svojega prijatelja Črička. Prav danes ima v bližini svoj prvi koncert, je dejala kresnička in poletela v noč. Ale kdo mi lahko pomaga? Je glasno tarnal volk in se smilil samemu sebi, kajti bolela ga je prav vsaka koščica v telesu. Jaz ti ne morem, je dejal Čriček, ki je prav takrat pričričkal svojo prijateljico kresničko. Lahko pa ti kaj zaigram. Iz katere pravljice pa prihajaš? Ga je vprašal volk. Iz pravljice o zelo tihem čričku, mu je odvrnil Čriček. In jaz prihajam iz pravljice o zelo osamljeni kresnički, je hitela pripovedovati Čričkova prijateljica. Vem, kako osamljenega se počutiš, zato lahko vse do jutra ostanem s teboj, je še dodala prijazna kresnička. In tako so volk, Čriček in kresnička skupaj preživeli noč. Zjutraj pa se je volk odpravil na pot, odločen, da bo našel pravljico, iz katere je tako nesrečno padel. Topli sončni žarki so mu ogreli kožuh in ob robu gozda se je najedel svežih jagod. Bil je spočit in dobre volje. Brez mene mora biti v pravljici na smrt dolgočasno, je razmišljal volk, ko je zagledal staro leseno hiško. Zdela se mu je znana. Potem je pred hišo zagledal še majhno deklico z lepo rdečo kapo na glavi. Poleg nje je bila stara ženica. Pa lovec veliko puško je bil tam. Videti je bilo, da imajo gostijo. In čeprav se je pravkar najedel svežih jagod, ga je mikalo, da bi se jim pridružil. Morda pa prihajam prav iz te pravljice. Bilo bi naravnost fantastično, se je razveselil volk. Pa tudi mesni prigrizek mi ne bi škodoval, je glasno razmišljal, medtem ko si je oblizoval velika usta. Naj ti na misel ne pride, se je s košate hrastove veje oglasila sraka tatica. Kdo pa si ti, predrznica? Jo je jezno vprašal volk. Sraka tatica, kra, 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 se je zadrla sraka. Sraka tatica praviš? Torej, sraka tatica, neumnosti govoriš, je zabrusil volk in zaškrtal z ostrimi zobmi. Ne boš mi preprečila, da bi se vrnil v pravljico, iz katere sem tako nesrečno padel. Kra, kra, nesrečno padel, je kot papagaj ponavljala sraka in se tako smejala, da bi skoraj padla s hrastove veje. Prav nič nisi nesrečno padel, porinili so te v vodnjak, kra, ha, 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 ha. Porinili praviš? Porinili? Ni mogel verjeti volk. Ja, porinili so te, ker si požrl tisto malo deklico in njeno babico, se je drla sraka tatica in kazala proti hišici. Nisem jo požrl, saj tudi sama vidiš, da sta tam pred hiško, prav veseli in zdravi, je ogovarjal volk. Lovec jo je rešil, iz tvojega požrešnega trebuha jo je rešil, zato sta tako veseli in zdravi, kra, 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 se ni dala sraka tatica. In nikar ima ne hodi blizu, kra, 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 če ti je koža draga, mu je še svetovala. Kaj pa ne zdaj? Je razočarano zavzdihnil volk, ko je sprevidel, da se je zaman veselil. Končno je našel svojo pravljico, pa se vanjo ni smel vrniti. Ko je tako razmišljal, kaj naj stori, je na gozdni jasi zagledal mamo kozo s kozlički. Že vem,
se je v hipu razveselil in se pogladil po trebuhu. Novo pravljico si poiščem. O, ti volk, ti. Ja. Priznam, da sem na tiho upala, da volku le ne bo uspelo najti pravljice. A volk na koncu ni mogel iz svoje kože. Še dobro, da smo že skoraj da vsi prisluhnili pravljici Volk in 7 kozličkov in poznamo konec te pravljice. Drugače pa zelo zanimiva pravljica o pravljicah. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko poleg pravljice Volk in 7 kozličkov prisluhnete še pravljici Volk, ki ni hotel več hoditi. Zelo zanimiva ter zabavna zgodba. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi poslušate pravljice. Čau, čau. Kako simpatično. Pravljica, pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali volka, ki je svoj rojstni dan želel praznovati s svojimi prijatelji. A žal, prav nihče od njih ni imel časa. Ubogi volk. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki je praznoval rojstni dan. Nekega lepega popoldneva je Alfred potrkal na volkova vrata. Živjo, volk, bi igral nogomet z nami? Z veseljem, mu je odgovoril volk. Obenem pa se bomo lahko pomenili še v mojem rojstnem dnevu. Letos sem želel... Volk ni mogel dokončati svojega stavka, saj Alfreda že ni bilo več. V gozdu se je tekma že začela. Živjo, volkulja, je rekel volk. Kdo vodi? Na žalost rdeči. Čas je, da vskočiš. Prihajam, prijatelji, je vzkliknil volk in pohitel na igrišče. Nekaj časa je vladal kaos, nato pa je volk podal žogo Alfredu, sledil je strašljiv krik gospodične Jeti, zatem pa gol za modre. Juhu! To je bila zelo težka tekma, toda modri so nazadnje zmagali. Volk je izkoristil dobro vzdušje večine in naznanil. Poslušajte vsi skupaj. Letos sem se odločil, da bom naredil super zabavo za svoj rojstni dan. To bo naslednjo soboto, pri meni doma. Vsi so ga v zadregi pogledovali. Presneto, no, je začel Valentin. Prav ravno v soboto me je povabil prijatelj Lucijan. Jaz imam pa košarkarsko tekmo, ki se je moram nujno udeležiti. Žal mi je rekel Alfred. V soboto imam kuharski tečaj, je pripomnil Ludvik. Mene pa je prijateljica Ljudmila povabila na večerjo, je zamrmrala volkulja. Volk je začutil, kako ga je zasrbel smrček in 1, 2, 3 je eksplodiral. Že v redu, sem dojel. Nikar ne skrbite, moj rojstni dan bomo praznovali naslednje leto. No, adijo, družba. Razbesnjeni volk se je šel kujat v gost. Hodil je kar tja en dan, brcal v kamenje, krmičil je in bonk. Au! Je vzkliknil volk in se prijel za nogo.
kaj pa je to? Sklonil se je, da bi pobral predmet s tal. Bila je nenavadna steklenica, vsa pozlačena in zaprta z neverjetnim izrezljanim zamaškom. Volk je postal radoveden in si je pobliže ogledal steklenico. Le kaj bi lahko bilo v njej? Za hip je okleval, nato pa jo je previdno odprl. Takoj se je zaslišalo zlip, zlup, vuš. Iz steklenice je ušel oblak pozlačenega prahu in se pred volkom izoblikoval v postavo. Pozdravljen, volk. Danes je tvoj srečni dan, kajti jaz sem duh iz steklenice. Imaš 3 želje in jaz sem tukaj, da ti jih izpolnim. Govori, poslušam te. Volk je osupel ozrl nenavadno pojavo. Do tega srečanja je prišlo ravno pravi trenutek. Imel je dovolj gozda in prijateljev. Rad bi bil nekje drugje, je rekel volk. Zelo, zelo daleč od tod. Naj se ti želja izpolni, je odvrnil duh. In zlip, zlup, vuš. Vse okrog volka se je razpršilo in izginil je. Volk se je zavedal, da je na veliki rdeči ravnici polni razpokane zemlje in kamenja. Dobrodošel na Marsu, mu je naznanil duh. Tu je najbolj oddaljeni kraj, kar sem se jih spomnil. Upam, da si zadovoljen. Nikakor ne, je zakričal volk, ki je bil ves prestrašen. Predstavljal sem si nekaj, lepšega. To bi moral pa prej povedati, volkec, je zavzdihnil duh. In zlip, zlup, vuš. Tokrat je bilo veliko bolje. Sonce, peščena plaža, turkizno modro morje. Tako, je rekel duh, ponosen sam nase. Rajski otok samo zate. Volk se je okopal, nekaj prigriznil, zaspal, se znova okopal, nekaj prigriznil in se začel dolgočasiti. Ko bi bili vsaj moji prijatelji tukaj, je razmišljal. Toda takoj zatem se je popravil. Kakorkoli, moji prijatelji se znajo prav dobro zabavati tudi brez mene. In res je tako mislil. Da bi se zaposlil, se je volk odločil raziskati otok. Prehodil je nekaj metrov po džungli in si pri tem z mačeto utiral pot. Kako je bilo to utrujajoče. In vsi ti komarji, ki so ga opletavali, so mu šli strašno na živce. Še dobro, da ni kač, si je zamrmral volk. Kače sovražim. In točno v tistem trenutku ga je napadel piton. Velikanska beštija je prav počasi in umirjeno ovila svoje telo okrog volka. V zadnjem poskusu rešitve je volk 3-krat podrgnil steklenico in pojavil se je duh. Kaj lahko storim zate? Ga je vprašal. Ti naj morda izpolnim še zadnjo željo? Jaz vrniti domov, je šibko izdavil volk. Pa naj bo tako, je zavzdihnil duh. Ampak po pravici povedano sem si predstavljal, da bo tvoja 3. želja malce boljša. In zlip, zlup, vuš. Ko je volk odprl oči, je bil spet v svojem gozdu. Aha, končno si nazaj, je vzkliknila modra sova. Kje si se pa potikal? Povsod smo te iskali.
Jaz? Zaspal sem v gozdu, je izjecljal volk. Jaz pa mislim, da si se šel kujat. Kakšen pa si? Daj, hitro se vrni domov in tokrat ne zaidi sredi poti. Volk se je podal na pot, saj je komaj čakal, da pride do svojega doma, svojih copat in svoje postelje. Volk je zadovoljnim vzdihom odprl vrata svoje hiše. Sredi dnevne sobe pa ga je čakal velikanski paket. Kaj pa je zdaj to? Je zagotrnjal volk. Saj nisem ničesar naročil. Stopil je do paketa, nenadoma pa. Presenečenje! Vse najboljše za rojstni dan, volk! Volka so preplavili konfeti in prijateljski pozdravi. Popolnoma je pozabil, da ima prav danes rojstni dan. No, jaz pa sem mislil, da se vsi požvižgate na moj rojstni dan, je rekel skesano. Ti tepec, že dolgo smo načrtovali tvojo rojstnodnevno zabavo, se je posmehnil Valentin. Morali smo se malo pohecati. Volkulja je volku podala majhno ovojnico. Volk jo je z razbijajočim srcem odprl in prebral. Dragi volk, podarjamo ti teden dni na morju z najboljšimi prijatelji na svetu. Odhod takoj po zabavi. Tvoji prijatelji, ki te imajo radi. Volk je pogledal svoje prijatelje in se nasmehnil. Danes še ne bo šel v posteljo. Pa kaj, toliko bolje. Joj, čudovita zgodba, kaj ne? Poglejte ga tega našega slavljenca. Konec dober, vse dobro. In ponovno smo spoznali, da bi bilo naše življenje brez prijateljev precej dolgočasno. Super. In verjamem, da junaki današnje pravljice še vedno prijateljujejo in se veselo spominjajo rojstnodnevnega presenečenja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni zgodbi današnjega junaka, ki se mu ni ljubilo več hoditi. In tako je preizkušal različna prevozna sredstva. In nad katerim se je najbolj navdušil? Predlagam, da prisluhnete pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kakšno luštno presenečenje. In verjamem, da je zabava uspela, ne? Vse najboljše, volk. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da se vam ni ljubilo hoditi? Ja, včasih se pa že zgodi, kaj ne? Namreč v današnji pravljici bomo spoznali volka, ki se je prav tako odločil, da ne bo več hodil, ker ga preveč bolijo noge. In odkriva ogromno zabavnih načinov premikanja. In res me zanima, za katerega se je na koncu odločil. Je to bilo morda kolesarjenje? Vožnja z avtomobilom, z vlakom, morda z ladjo. Kdo bi vedel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volk, ki ni hotel več hoditi. Nekega dne se je volk vrnil domov ves izčrpan, ker se je igral v gozdu. Noge je imel otekle, roke pa zgubane kot papir. Nikoli več ne bom hodil, je rekel prijateljem. To je preveč utrudljivo.
Prijatelji so ga osuplo pogledali. Ta volk je pa res smešen. Januarja si je volk kupil gorsko kolo. Kako lepo se je voziti po poteh in po poljih ter smrček nastavljati vetru. A ko je na kolesu počila zračnica, je bil volk zelo zlovoljen, saj ni vedel, kako jo zakrpati. Nič za to, kolesa imam dovolj, se je odločil. Februarja si je volk zamislil, da bo užival v zimskih športih s prijatelji. Komaj da so prispeli, že si je nadel bleščeče nove smuči in se pognal po progi. Počasneje, počasneje, mu je zaklical Alfred. Prepozno. Na ovinku se je volk zaletel v veliko smreko. Konec veselja. Zlomil si je nogo in razbil smrček. Marca je volk najel lep majhen avtomobil in se odpeljal na obisk teti Agati. Teti se je zdel avtomobil čudovit in volk jo je moral ves dan voziti naokrog. Ko se je vrnil domov, ga je bolela zadnjica, noge pa je imel čisto otrple. Nikoli več v avto, je zagodrnjal, to je prava nadlega. Aprila si je volk v mehanični delavnici izposodil motor. Toda čelada na glavi in pretopla motoristična jakna sta bili zanj preveč. Maja mu je volkulja, njegova draga, podarila čudovite rolerje. Da bi jo navdušil, je volk poskusil narediti pirueto in je štrbonknil, kolikor je bil dolg in širok. Junija je volk našel čarobne škornje. Obusil jih je. Prvi korak ga je odnesel na drugo stran gozda, drugi pa še dlje, tja, kjer ni bil še nikoli. Končno sem našel čevlje, ki so mi prav, je navdušeno vzkliknil volk. Ko je tako vzklikal, je prebudil dva grdobca, ki sta se začela dreti. On je ukradel škornje, ujemiva ga in ga požriva. Volk se je hitro sezul in se pobral daleč stran. Julija si je volk kupil vozovnico za vlak, da bi šel pogledat morje. A imel je smolo, ker so Indijanci napadli vlak in tako je preživel najslabše počitnice v življenju. Avgusta je volk kmetu izmaknil traktor. To je bila velika napaka. Septembra je volk privolil, da bo vozil kočijo princeske, ki je ostala brez kočijaža. Iz tega se ni izcimilo nič dobrega. Skoraj bi se znašel v veliki kaši, ko se je ob polnoči kočija spremenila v bučo. Oktobra je volk dobil vabilo na poroko sestre Sare, ki živi v Kanadi, več 1000 kilometrov stran od njegovega doma. Končno bom potoval z letalom, je rekel volk, ves vznemirjen. A komaj da je letalo vzletelo, že ga je zajela strašna nevihta. Letalo se je stresalo, spuščalo in dvigalo kot ponorelo. Blisk, grom. Potovanje je bilo pravi pekel in volk nikoli ne bo pozabil svojega zračnega krsta. Volk je pri sestri preživel nekaj prelepih dni. Naučil se je loviti losose v potokih in spoznal prijetne nove prijatelje. Novembra, ko se je moral vrniti domov, se mu je zdelo, da je ladja sanjsko prevozno sredstvo. Potovanje bo mirno, sproščeno, prav to je tudi potreboval. Toda ni računal na morsko bolezen. Ob vsakem zibljaju je volk začutil, kako se mu dviga želodec. Ko je ladja končno pristala, je bil volk ves bled in shujšan. Ladja je dobra samo za mornarje, je rekel kapitan. Decembra je šel volk v gozd. Mirno se je sprehajal, ko so se mimo njega pripeljale sani. Hej, prijatelj, je rekel globok glas. Pozno je že. Ali želiš, da te kje odložim? Volk se je ozrl v velikega rdečega oblečenega možaka in odgovoril. Hvala lepa, Božiček, ampak bom kar hodil, veš, najraje stojim na trdnih tleh.
Ja, kako simpatična pravljica, kaj ne? In res občudujem volka, ki se je odločil, da ne bo več hodil. In prav neverjetno, s kakšno vztrajnostjo je iskal nov način premikanja oziroma novo prevozno sredstvo. A doživel je mnogo zanimivih situacij. Sicer se je vmes tudi poškodoval, ampak na srečo ni bilo tako hudo. In na koncu, kaj je ugotovil? Da hoja vseeno le ni tako napačna, kakor se mu je zdela na začetku. In bravo volk za pogum in vztrajnost. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa poiščite še pravljico Tiho, tukaj beremo, kjer boste spoznali lačnega volka, ki je pričel, ne boste verjeli, brati pravljice. In to zelo dobro. Res, zelo simpatična pravljica. Lepo se imejte in uživajte. Če pa vam bo kdaj težko hoditi, se le spomnite na volkca in na njegovo spoznanje. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Ja, včasih je res hudo, ne? Ampak počasi se daleč pride. A ne? Bom dala tole kapico dole, ne? Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Verjamem, da vsakdo izmed vas pozna pravljico o deklici z rdečo kapico. Tokrat pa boste lahko prisluhnili malce drugačni, bolj prijazno obarvani različici pravljice, ki je sicer nastala izpod peresa pisatelja Charlesa Perrowja, v 19. stoletju pa sta pravljico pripovedovala brata Grimm. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Rdeča kapica in učeni volk. Nekoč, pred davnimi časi, je v majhni vasici na robu velikega gozda živela prijazna deklica, ki je vedno nosila rdečo kapico. Kapico je spletla babica. In ker je deklica ni nikoli snela, so jo vsi klicali kar rdeča kapica. Rdeča kapica je bila vesela in razigrana deklica, ki je zelo rada prisluhnila domišljijskim pravljicam. Prav tako pa je oboževala naravo, kjer je stkala skupne vezi z različnimi živalmi. Vsak teden je obiskala babico, ki je živela na drugi strani gozda v prikupni, majhni leseni hišici, obdani zelišči in starimi drevesi. Nekega dne je mama pripravila košaro z domačim kruhom, medom in svežimi zelišči z vrta. Babica je prehlajena, je rekla rdeči kapici. Odnesi ji to košaro domačih dobrot, da bo čim prej ozdravela. In ne pozabi, hodi le po gozdni poti in ne pogovarjaj se z nikomer, ki ga ne poznaš, jo je posvarila. In lepo pozdravi babico, je še z nasmehom dodala mamica. Rdeča kapica je pokimala, objela svojo mamo in se poslovila. Vsa navdušena se je podala na pot. Gozd je bil tih in skrivnostno čaroben. Listje je rahlo šelestelo v vetriču, sončni žarki pa so skozi drevesne krošnje osvetljevali gozdno pot. Rdeča kapica je zelo dobro poznala pot do svoje babice, a zaradi močnega naliva prejšnjega večera je bila pot nekoliko drugačna. Gozdne poti so bile zabrisane, nekatere prekrite z listjem in vejami, druge pa so celo popolnoma izginile. Rdeča kapica je obstala pri razcepu, ki ga poprej ni bilo. Ni bila več prepričana, po kateri gozdni poti mora nadaljevati svojo pot k babici.
Globoko v sebi je začutila nekaj negotovosti. Postalo jo je nekoliko strah, saj se je spomnila besed svoje mame. Tedaj pa je zaslišala šelestenje listja in nato tih, globok glas. Vidim, da si na razpotju. Iščeš pot k svoji babici ali morda kaj drugega? Izza grma je stopil volk. Bil je velik, malce strašen, a v njegovih očeh ni bilo sledu zlobnosti. Volk se je naslonil na deblo velikega hrasta in se prijazno nasmehnil. Rdeča kapica je stopila korak nazaj, a se ni obrnila stran. Z malce tresočim glasom je vprašala: Ti si volk? Tako pravijo, ja, je rekel volk. Prav tako pa sem tudi strasten nabiralec zdravilnih rastlin ter slastnih gozdnih sadežev. Zelo rad preživljam čas v gozdu. In ti si rdeča kapica, kaj ne? Greš k babici? Je še dodal volk. Poznaš mojo babico? Je začudeno vprašala rdeča kapica. Seveda, zelo dobro jo poznam. Že dolgo tega, ko sem bil še mlajši, sem si poškodoval tačko. Tvoja babica mi je brez pomisleka priskočila na pomoč in skrbno oskrbela tačko. Res sem ji še danes izjemno hvaležen. Če želiš, ti lahko pokažem pot do tvoje babice in jo skupaj obiščeva, je navdušeno predlagal volk. Rdeča kapica je globoko vdihnila in se znova spomnila besed svoje mamice. Zazrla se je v volkove oči, iz katerih sta se izkrili toplina in prijaznost. Prav, je rekla. Ampak če greva skupaj do babice, mi moraš razložiti, zakaj vse so koristne zdravilne rastline, ki jih tako rad nabiraš, je še dodala. Volk se je prijazno nasmehnil in rekel: Seveda, z največjim veseljem. Pa pojdiva. In tako je rdeča kapica nadaljevala pot k svoji babici v spremstvu učenega volka. Med hojo je volk rdeči kapici navdušeno razlagal, da materina dušica med drugim zelo pomirja kašelj, bezgovi cvetovi pa so omamno dišeči in izjemno zdravilni. Veš, če maževe liste, ki dišijo po česnu, lahko uporabljamo za prehrano, a moramo biti previdni, da jih ne zamenjamo šmarnico ali jesenskim podleskom. In pa gozdne jagode. Te so tako sladke, da bi jih lahko jedel cel dan, je še dodal volk. Rdeča kapica je poslušala volkovo učeno razlago, srkala njegove besede ter napotke in zadovoljstvom v košarico dodajala šopke zelišč. No, to je le nekaj zdravilnih rastlin. Če te morda zanima še kaj več, pa le pokukaj v enciklopedijo zdravilnih rastlin, je dejal volk. Nekaj časa sta tako hodila v tišini in občudovala izjemno naravo ter številne drobne živali, ki so prečkale njuno pot. Veš, rdeča kapica, včasih sem bil drugačen, nesramen, tudi zloben, je rekel volk s cmokom v grlu. Ljudje so se me bali, me preganjali ter me včasih obmetavali s kamenjem in kričali name. Ni bilo prijetno. A tvoja babica je bila drugačna in me ni obsojala. Bila je izjemno srčna gospa. Pokazala mi je, da se prava moč skriva v prijaznosti ter lepih besedah, je ponosno rekel volk. Končno sta rdeča kapica ter učeni volk prispela do prikupne majhne lesene hišice na drugi strani gozda in zagledala babico, ki je sedela na starem gugalniku na terasi in prebirala knjigo. Babica,
Zlata moja babica, je glasno zaklicala Rdeča kapica ter stekla k babici. Kapica moja, kakšno prijetno presenečenje, je rekla babica, nato pa je zagledala še volka, da ga nadvse prijazno pozdravila in jo skupaj povabila na teraso. Tisti večer so skupaj pili zeliščni čaj, jedli kruh z medom in si pripovedovali zgodbe. Njihove besede ter smeh so napolnile tih in čaroben gozd. Babica se je počutila mnogo bolje. Rdeča kapica je morala domov, objela je babico ter se poslovila. Volk pa je ostal pri babici vse do mraka, potem pa se je tudi on prijazno poslovil. Rdeča kapica je že naslednji dan obiskala knjižnico, si izposodila enciklopedijo zdravilnih rastlin ter jo ob večerih prebirala ter se čudila vsem zdravilnim lastnostim rastlin. Prav tako je Rdeča kapica babico obiskovala pogosteje in ta jo je naučila sušiti zelišča, pripraviti najrazličnejše mešanice čajev in, kar je najpomembneje, prisluhniti in slišati tišino gozda. Včasih je Rdeča kapica sredi gozdne poti našla kamenček z napisano mislijo: ne pozabi, kar raste počasi, zdravi najgloblje. Nasmehnila se je, saj je vedela, da je lepe besede napisal volk. Prijazen, dobrosrčen, učeni volk. Ja. Odlična pravljica, ki nam predstavi volka v popolnoma drugačni luči. Bravo, volk, za znanje, ki ga tako prijazno širiš med ostale živali ter tudi vaščane. Včasih je le potrebno prisluhniti naravi ter gledati s srcem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Lepa beseda. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kaj kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Rdeče kapice ter učenega volka. Čau, čau!